Kazenska ovadba zaradi nacističnega pozdrava. Dva moška sta decembra lani vstopila v lokal Pritličje, kjer je potekal dogodek za LGBT skupnost, dvignila roke v nacistični pozdrav, strgala plakat, ki je napovedoval LGBT karaoke, nato zbežala. Pravna mreža za varstvo demokracije je na tožilstvo zdaj podala ovadbo zaradi javnega spodbujanja sovraštva. Čaščenje nacistične ideologije in homofobni napadi, pravijo, enostavno ne smejo ostati nekaznovani, poroča Urša Vrečar. Sobota zvečer v središču Ljubljane. Varnostne kamere so ujele dva mladeniča, ki sta takole samozavestno dvignila roke v nacistični pozdrav. Takšna ravnanja sovražnosti kot družba ne smemo spregledati in ne smejo ostati nesankcioniranja. Na tožilstvo so tako zoper neznana storilca podali kazensko ovadbo zaradi javnega spodbujanja sovraštva ali nestrpnosti. V Pritličju je tisti večer namreč potekal spremljevalni program LGBT filmskega festivala in lokal ni bil prvič tarča sovražnega napada. Že poleti 2023 je neznani moški razbil okno, na katerem je visela mavrična zastava. Sovražnosti, nasilja in spodbujanja nasilja zoper manjšine je vedno več in seveda se stopnjuje, če ga ne sankcioniramo. Tile posnetki lanskega poletja so koalicijske poslance spodbudili k zaostritvi zakonodaje. Decembra so tako potrdili prepoved poveličevanja simbolov nacizma in fašizma ob nasprotovanju opozicije, ki je zahtevala, da se vključijo tudi simboli komunizma. Ne moremo in ne smemo postati družba, ki živi v senci kljukastih križev. Globe do 1000 evrov zaradi na primer kljukastih križev ali nacističnih pozdravov bo policija lahko pisala od prihodnje nedelje. V zadnjih letih se je nestrpnost do LGBT skupnosti stopnjevala od žaljivih komentarjev na spletu do verbalnih in celo fizičnih napadov na ulicah, pa opažajo v društvu Parada ponosa. Izvršujejo tudi na ulici nad mladimi, nad mladoletnimi. To je res neka grozljiva situacija in predvsem vidimo porast tega v zadnjih letih. Najhuje je na vsakoletni Paradi ponosa. Zgolj v zadnjih 2 letih so udeležence obmetavali z jajci, sežigali so mavrično zastavo, plakate porisali s kljukastimi križi. Da je v ozadju motiv sovraštva, kar bi morala policija upoštevati pri obravnavi takih dogodkov, še opozarja Muršec. Je potrebno med drugim gledati tudi, kaj je motiv tega napada. In v tistem trenutku, ko je motiv sovraštvo, eksplicitno sovraštvo do neke družbene skupine, v tem primeru LGBTIQ+ oseb, takrat moramo to situacijo gledati skozi druge oči. In to je oteževalna okoliščina. Iz ljubljanske policijske uprave so sicer sporočili, da prijave decembrskega dogodka v Pritličju niso prejeli.